Na začetku leta sem jo gledal zgore Oljka, zdaj pa sem tu na planoti Golte, kjer še nisem hodil. Okrog smučišča je speljanih kar nekaj krajših peš poti, sam pa sem si zamislil tole kot malo daljšo zimsko pohodniško avanturo. Mimo Mozirske koče ter Javorce grem v smeri Smrekovca. Tale tura bo nekako dvakrat daljša od tiste na Pohorju, pred kratkim, ko sem šel z Rogle na Lovrenška jezera, kjer je bila dobra ura vsako smer. Tole računam dobri 2 uri. Višincev ne bo veliko, nekaj več pa kilometrov. Na razgledišču Javorca sem bil že v nekaj minutah vzpona, po 45 minutah pa sem na enem od vrhov planote Golte na Boskovcu. 1587 metrov ima, takole sredi gozda. Pokazalo se je tudi sonce, križ-kraž poti, ampak sledim markacijam in me bodo pripeljale na cilj. Naslednji je Smrekovec, nadaljujem tule po poti proti, kot pravijo, edinemu slovenskemu vulkanu. Pa je res vulkan? Sem pozabil na začetku povedati, da ne grem na tisti Smrekovc na Golteh, ampak na sosednjo goro, na Smrekovško pogorje. In zdaj sem že tule pri domu pod Smrekovcem, še kakšne pol ure vzpona pa imam do samega vrha. Sem pa naredil tudi nekaj višincev navzdol, približno 300 metrov, ko sem se spustil z tiste razgledne točke proti Smrekovcu, Uršlji gori, zadaj se je pokazala tudi Peca, tako da me čaka kar nekaj vzpona tudi na poti nazaj. Do sem je bilo 7 kilometrov, z najnižje točke pa sem šel kar po cesti tule do doma, nazaj pa bom šel po markirani peš poti, ki gre čez Črni ter Vrani vrh, ki pa vsaj en delček še ni shojena. Po mrzlem oblačnem jutru na Golteh zdaj krasen sončen dan, topo pravzaprav od juga na sosednjem Smrekovcu na 1577 metrih. Za mano je 8 km hoje, 2 uri in pol s postanki vred, 3 ure naredil sem 470 višinskih metrov vzpona, 310 metrov spusta, tako da bo prava tura tudi povratek na izhodišče. Smrekovcu pravijo edini slovenski vulkan, pa pravzaprav to ni. Tu ne boste videli vulkanskega stolpca, še manj kraterja. Je pa grejen iz magmatske kamnine
iz tufa. To je strjen vulkanski pepel, ki pa je nastal več kot 20 milijonov let nazaj na morskem dnu. Enako kot sedimentne kamnine, apnenec, dolomiti, iz katerih je grajen večji del alpskega sveta, ki pa se je nato v času premikanja litosferskih plošč dvignil, nagubal, da je nastal ta čudovit gorski svet. Ni slab tale razgled Smrekovca, predvsem v smeri proti zahodu, proti Kamniško-Savinjskim Alpam. Tamle je Dleskoškova planota z velikim vrhom, veliko zelenico, pa Ojstrica zadaj, še nekoliko bolj v daljavi. Najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp z Grintavcem, bliže je greben Raduhe. Zaslužena pauza in malica po zadnjem današnjem vzponu nazaj na Golte. Iz Smrekovca sem se stopil do doma pod Smrekovcem, nato pa po markirani direktni poti nazaj do sedla Kal, do najnižje točke tele ture. Tam sem se priklopil nazaj na pot, po kateri sem šel v tisto smer in sem le gor iskala tale vzpon. Ura 40 je za mano, do izhodišča imam še dobrih 20 minut. Skupna statistika tele ture pa bo 14 km in pol. Višincev vzpona je bilo nekaj čez 700, spusta pa nekaj čez 750 višinskih metrov.